Dober dan, sem polkovnik Robert Čipec, načelnik sektorja za opremljanje direktorata za logistiko. Moram upravičiti svojega šefa, ni danes, ne more oziroma ni utegnil, ampak jaz mislim, da boste od mene tudi zvedeli vse tiste potrebne informacije. Sem zelo vesel, da sem tukaj, sploh ko sem že prejšnje predstavitve poslušal oziroma sploh zadnjo in ko se spominjam, TIA je izredno dober inštrument bil tudi za obrambo. Če se spomnimo vsi skupaj, Ministrstvo za obrambo je pravzaprav ustanovilo TIO za ciljno-raziskovalne in tehnološke projekte. Smo imeli kar zelo veliko denarja v tistih letih od 2006 leta naprej, nekje na letni ravni 15 milijonov, potem je to v krizi drastično padalo, ampak nam je uspelo določene zanimive projekte nadaljevati in lahko rečem po dolgem obdobju, to se pravi tistem pravem razvoju oziroma iz samih baznih raziskav do razvoja, da zdaj imamo že določeno opremo tudi v operativni uporabi. In to je naš cilj. Mi dejansko pokrivamo na Ministrstvu za obrambo raziskave in razvoj od najnižjih TRL-jev, to se pravi od baznih raziskav, pa do TRL-9 oziroma do same uporabe oziroma do pojne uporabe na raznih misijah. Seveda, rekel sem prej, da smo izgubili določena sredstva za raziskave in razvoj. To nam je prekinilo določene dobre projekte. Združujemo pa svoje, oziroma vsa ministrstva za obrambo v Evropi in v NATO združujemo svoje aktivnosti raziskovalno-razvojne v različna jedra, v različne povezave. In več ali manj se bom danes omejil na te mednarodne povezave, največ v evropske povezave in potem tudi nadaljeval z Evropskim obrambnim skladom, ki mislim, da bo tudi za vse dokaj zanimiva tema. V okviru Evropske obrambne agencije je steber za raziskave in razvoj oziroma direktorat za raziskave in razvoj, ki povezuje med sabo oziroma ki vsebuje CapTech, Capability Technology, to se pravi razvojna jedra, kjer dejansko vsaka država participira z svojimi, bom rekel, razvojnimi načrti in potem se ti načrti združujejo v skupne načrte in potem tudi v skupne projekte. Tukaj lahko vidite vseh teh 13 CapTechov pa 2 delovni skupini, ki pa mislim, da bosta zelo hitro tudi CapTech postale. Majčkeno drugačen status je, bistveno več je raziskovalnih organizacij in pa industrije in bistveno močnejša industrija ima vlogo industrija v CapTechih kot v delovnih skupinah. Tukaj gor, evo sem izpostavil CapTech Materials in CapTech Materials je eden od cross-cutting zadev, kjer dejansko pokriva področje za letalstvo, za kopenske vojsko, za mornarico, za vesolje in tako naprej. Seveda tudi vesolje, zdaj je to nova delovna skupina, vse bolj nas zanima tudi obramba našega dela vesolja, tudi nas, ne druge države, ampak dejansko tudi nas. Zdaj, če lahko pogledamo samo tale CapTech Materials, jaz nisem želel prevajati zaradi tega, da ne bi mogoče sporočila izgubili, zdaj, če bi kdo želel, da mu posebej prevedem, tudi to bi lahko naredili. Ampak poglejte, kakšna področja pokriva CapTech Materials. Zanimivo je zelo novo področje, ki ta CapTech se tudi ukvarja, so energije in te baterije. Obrambni sistem je na področju energije izredno zaskrbljen, sploh kar se tiče Green Deala, seveda mi želimo participirati, po drugi strani pa mi to za obrambni sistem pove sploh na področju baterij, da mi predstavljamo eno odvisnost od fosilnih goriv na redke zemlje. In spet se nam ta geografija malo vse skupaj podira, tako da je to res ena težka zadeva. Seveda govorimo tukaj o sami zaščiti vojaka, sredstev in tako naprej in vse ostale stvari, ki jih lahko tukaj vidite, je pa še na tale Blue Sky, ki se mu reče vse tisto, kar ti pade na pamet, pa dajmo tlele noter dati in poskušajmo to nekaj takega skupaj razviti. Kakšno značilnost ima ta CapTech? Ko se mi med sabo pogovarjamo, kaj bi bilo dobro skupaj razvijati,
mi lahko to razvijemo skozi inštrument CAD B, CAD A ali pa OB študij. OB so samo študije, kjer jih dejansko še celo Evropska obrambna agencija plača iz svojega budžeta. CAD A so projekti opt-out, CAD B pa opt-in. Največ, kar je v teh CAPTEC-ih povezav, je tipa CAD B. To pa pomeni, da najmanj 2 državi se povežeta za istim ciljem, za istim projektom in potem identificirata svoje raziskovalne organizacije ali industrijo, ki bo v teh projektih sodelovala in dejansko se 100% financira iz obrambnih budžetov. CAD B projekti so zelo različni. Res je, da jih imamo tudi take, ki so samo po 2 državi skupaj, imamo take projekte, ki je po 14-15 držav skupaj in bistvo pa je, da se ustvarjajo konzorciji, mednarodni konzorciji, kjer so potem tudi seveda za skupnimi raziskavami, za skupno proizvodnjo bistveno bolj konkurenčni v svetu in pa v Evropi. Eden od takih, ki je direktno sofinanciran iz našega ministrstva za obrambo in je bil dogovorjen v okviru CAPTEC materialov, je CAD B Amalija. Tukaj si lahko pogledate, zakaj gre za razvoj aksetičnih materialov za zaščito vojaka. Pri tem projektu sodeluje 7 držav, mislim, da je 14 entitet iz teh držav, 36 mesecev je projekt, kar nekaj milijonov, je na dokaj nizkim TRL-ju še, ampak dejansko želijo, da se pripelje ta zadeva do zelo visokega nivoja. Zelo težko mi gremo v skupne raziskave razvoja ali pa tudi v domače, če ne vidimo na koncu dejansko tistega projekta oziroma tistega proizvoda, ki ga obrambne sile rabijo in uporabljajo. Ne delamo razvoja zaradi razvoja ali pa raziskav zaradi raziskav, ampak dejansko za ciljem. Seveda imamo prednostna področja, ki so znotraj zavezništva usklajena in držimo se teh prednostnih področij, lahko pa rečem, da vsa slovenska industrija paše v ta prednostna področja. In potem se dotaknemo Evropskega obrambnega sklada. Evropski obrambni sklad je dejansko z letošnjim letom zagotavlja finančna sredstva. Pred 2 letoma smo že bili deležni pripravljalnih aktivnosti in so bili že pripravljalni razpisi, da smo dejansko videli, kako stvari laufajo. Ni ravno tako kot obzorje, je malo drugače, ampak dejansko, kaj se želi? Želi se, da Evropa na obrambnem področju stopi skupaj in da skupaj razvijamo skupne zmogljivosti in pa da jačamo evropsko obrambno industrijsko bazo. Mi imamo v Evropi velik problem cela Evropa, da imamo nekaj dobrih izdelkov, ampak smo pa zelo odvisni od raznih komponent, od raznih materialov, od raznih sistemov, ki so podvrženi raznim zakonodaji tujih držav in pa odobritev za sam transport v Evropo in tega se želimo znebiti. In dejansko Evropska komisija, to je Evropski sklad, ni stvar, ki jo pelje Evropska obrambna agencija, ampak Evropska komisija in namenja sredstva za obrambne raziskave in razvoj. Zdaj, kako to zgleda? Tukaj na levi sliki, recimo kart CDP, to pomeni, da v okviru Evropske obrambne agencije smo najprej ugotovili, kaj imamo in pa kaj bi morali imeti, da zagotovimo zmogljivosti, tiste, ki jih zdaj moramo narediti, pa še nimamo narejenih, in pa tiste, ki jih bomo morali imeti čez 10, 15, 20 let, 40 in tako naprej. Recimo razvoj enega lovskega letala evropskega novega, to ni stvar 2 let, 5 let, ampak to se vleče 20-30 let. Zaradi tega se vsi ti plani gledajo na zelo daleč naprej. Potem inštrument Permanent Structure Cooperation, PESCO, to je pa inštrument, kjer države med sabo usklajujemo in zagotavljamo skupne zmogljivosti za
evropske obrambne sile. Eden prispeva en del, drug prispeva drug del, ali samo kader, ali samo opremo, ali mešano vse skupaj. To je nekje tista podlaga, da se bistveno izboljša sodelovanje med samimi državami in pa seveda gledamo druge programe, to se pravi druge finančne sheme. Veliko zadev, ki so koristne za obrambo, je bilo tudi raziskanih ali pa razvitih znotraj drugih shem. Tako kot je bilo prej rečen, od kohezije do ne vem kaj še vse do horizonta, dejansko gledamo tudi vse tiste rezultate in jih poskušamo nekje vplesti v to zadevo in pa sofinanciranje, ta EDF predvideva sofinanciranje držav samih. Kako izgleda ta program? Od 2021, od letos do 2027 je predviden 8 milijard evrov. Teh 8 milijard evrov se deli na dva okna. Eno je raziskovalno okno za 2,7 milijona in tukaj je 100% financiranje iz Evropskega obrambnega sklada. Ta drug del, 5,3, predvideva sofinanciranje, to se pravi, ni 100%, procenti so od 85 pa do 20%, ampak trik je nekje druge. Trik je, da ostala sredstva zagotavljamo države. To se pravi, spet pride do raziskovalnih organizacij, do industrije 100% financiranje. Kaj se pa želi, kakšne so pa zahteve? Mednarodno sodelovanje, mednarodni konzorciji. Boljši, ko so konzorciji, boljše, ko so povezave, večji so procenti sofinanciranja in države smo tukaj bistveno bolj zadovoljne, ker manj trpi tudi naš budžet. V prejšnjem pripravljalnih aktivnostih smo bili Slovenci, lahko rečem, zelo aktivni in pa tudi kar velik izplen, v primerjavi tudi z drugimi državami. Tako da mi sigurno vemo, da slovenska znanost in industrija je sposobna v tem sodelovati in to izredno kakovostno. V letošnjem razpisu je že tudi kar nekaj projektov, kjer sodelujejo slovenska industrija in pa znanost. Tukaj so Evropski obrambni sklad, trenutno v teku je 23 razpisov, 1,2 milijarde evrov je za letošnje leto predvideno, iz razpisa za letošnje leto. Poglejte, tukaj so materiali in komponente 40 milijonov, ampak bom rekel tako, vsi vi, ki ste tukaj, sem prepričan, da se vidite tudi na drugih področjih. Samo za energetsko odpornost in na okoljski prihod 133 milijonov. Zakaj tudi ta del? Kje imamo mi problem? Ko gre civilna sfera na e-mobilnost, imamo mi problem oskrbe z rezervnimi deli. To je vse, kar se dogaja do 20 ton, v redu znajo civili rešiti, kar se tiče baterij, kar se tiče vodika in tako naprej, ali pa kakšnih drugih alternativnih virov. Vse, kar je na 20 ton, je zadeva od vojske. In tukaj zelo veliko vlagamo tudi v same razvoje, bom rekel, tistih res težkih zadev. Poleg tega okolje je izredno zanimivo za nas, ne samo to, da včasih s kakšen mutankan zelo zasvinamo ali pa stovornaki, ampak drugo je, pojavljajo se povsem nove grožnje. Ne samo odvisnost od materialov pa varnost oskrbe, ampak nove grožnje. Klimatske spremembe za nas pomenijo res preusmeritev v kompletno drugačne reševanje teh groženj za samo Evropo. Seveda digitalna transformacija, vesolje se pojavlja noter in tukaj bom rekel po servisih oziroma po rodovih vojske tukaj so, bom rekel, večje oborožitveni sistemi ali pa sami sistemi in predlagam res, da si pogledate ta EDF. Do 9. decembra je rok. Zdaj tisti, ki ste že v povezavah za kandidaturo oziroma za ta sredstva, prosim, čim prej se obrnite na nas. Zakaj? Zaradi tega, ker od Ministrstva za obrambo v Evropi se pričakuje letter of intent in to mi moramo podpreti to zadevo, drugače ne prideš skozi ta razpis, oziroma zakaj? Mi pregledamo, ali je ta predlog projekta relevanten za obrambo ali ni.
Se pravi, ne more kar vsaka stvar biti noter in tukaj dejansko strokovnjaki na obrambnem področju to zadevo pogledajo in vidijo, ali je to relevantno ali ne. Drugo, kar je, mi garantiramo, da bo Evropa potem to na koncu uporabljala, evropska obramba. To je tudi izreden pomemben element v vsem tem. In pa še nekaj drugega je, ko kandidirate, prej ko vemo, prej damo lahko mi tista dodatna sredstva za sofinanciranje do 100%. Evropski obrambni sklad tukaj samo za, kar se tiče materialov, 40 milijonov, lahko pogledate, kaj je, tudi več projektov je lahko financiranih iz tega denarja in pa recimo tukaj disruptive tehnologije oziroma tehnologije, novi materijali. Zelo zanimivo je additive manufacturing za obrambo, sploh če to lahko delamo kje na terenu oziroma v bojnih operacijah. To bi bilo po moje z moje strani vse. Jaz vas res upogumljam. Letos je prišel ta razpis junija ven, to se pravi, večinoma so bili konzorciji že pripravljeni. Zelo veliko konzorcijev prihaja ven iz konzorcijev, ki so del KAD-B-ja, ki so bili seznanjeni s temu. Poglejte si te spletne strani od Evropske komisije in pripravite se za naslednje leto. Oziroma pogovarjajte se z tujo industrijo in pa znanstvenimi inštitucijami, da bi v naslednje leto tudi dejansko šli v to področje in pa pripravljali projekte za črpanje denarja iz Evropskega obrambnega sklada. Res, da je 8 milijard, ampak če pogledate še sofinanciranje, mislim, da potem pride vse skupaj nekje na 16 milijard do 27. leta, kar pa ni toliko malo denarja, nekaj eno, tako da vas vabim, da se pridružite temu. Najlepša hvala.